Ljudje, veste, kaj sem zagotovil? Da sem ilegalno v Grčiji. Majster bi kar noter šel. Osliček moj. Ja, sem... Jo, ugrizenci me mislil, ali kaj? No, to je pa ta skala iz druge strani, malo sem naredil za sto... Evo, da vam zdaj pa še sobo pokažem. No, tlele imam gor, ko prideš v prvem štuku, imam še tule mizico. Kar je fino, vidite, da se odzunaj usedeš, ampak ne bo veliko potrebe, vidite, tlele je dol na ulico. No, pa tukaj moja sobca. To je ena posla, v bistvu je to za 3, ne. Tako da, vidite, jaz sem tole plačal 22 evrov na dan z zajtrkom. Vidite, ne, zdaj, če bi bili 3, bi bilo majčkeno dražji. Takošna ogromna kopalnica, kar, ni nujno, da je tukšna, ne, ampak mi je všeč, ker une mi niso všeč, ko se še obrniti noter ne moreš, ne. Tako da, jaz sem ful zadovoljen, tako da super, pa hladno je, zgleda, da je izolirano, klima, tudi jaz sicer jaz klime ne nucam. Tako da, ko vi pravite na tole, za 22 evrčkov na dan, z zajtrkom sem pozabil, z zajtrkom. Zdaj grem pa malo v center, en lokalček, nekaj spit, pa še par stvari moram za računalnikom narediti, videe prenesti, naložiti, pa tako naprej. Pa sem rekel, raj to delam v enem prijetnem lokalčku, kakor pa v sobi, ne. Kakor sem rekel, lejte, zelo lepo urejen mest, manjši, pa lejte, tudi fini lokalčki, tako da, lejte, imaš vse živo. Tle sem tleda malo želačen, sem videl hamburger. Lejte, tle cela ulica, tle se avtomobili vozijo. No, tle nekje nekam bom šel, tu zdaj tle pa že muska problem. Zdaj sem šel pa tukaj v mojem hotelčku, je spodaj restauracija in sem šel jest. So že na Bookingu ful pohvalili, kako je dober, da šefica kuha. In ja, videti je res dober, pa pocen je, da vam malo pokažem. Naročil sem tale meso, pa še neka filana paprika je. Sicer je rekla ženska, da je garnitura in jaz sem mislil, da je še kaj drugega od priloge, pa ni tako, da sem pa še en krompirček naročil, bo prišel. Gledajte, fina solata, veliko čebulce. Tole imam čutek, da bo zelo dobro. Hrana je bila super. Za vse skupaj sem dal 10 evrov. 10 evrov pa pol, če sem natančen, ampak je samo 10 mi vzel, ni hotel še, ker sem iskal še 50 centov, oziroma sem hotel 1 evro dati, je šel, pa je rekel, da je ok, sem rekel, ne, nikakor, in pa sem vnesel še 1 evrček, tako da sem dal 11 evrov, se pravi 50 centov sem dal na pitnine. Vina je bilo 2 deci, tako da sem kar malo zašvical, tako da zdaj je boljš tlele zunaj. Mečken zapiha, tudi temperatura pada. So le hribi okoli, pa to drugače zdan je bilo pa 33-34 stopinj.
Zdajle pa še delam končni načrt za jutr in jutr pa v akcijo, ker tlele je ful veliko stvari za videti. In jutr in pojutršnjem, tle sem 3 noči, tako da se veselim dnevov, ki prihajajo. Po malcu sem, načrt za jutr sem naredil. Glede se moj avto vžiga, ko gre mem s ključi. To mi ni všeč. Pol ljudje čudno gledajo, pa nikoli nisem siguren, če je vžgan. No, tako da tu imam vse poštevano. Zdaj grem pa še enkrat v center, ki je sobota, da vidim, če se kakšna zabava dogaja, kako tle život laufa, če so kakšne luštne punce za pogledat, poudarjam za pogledat. In to je to. Naroda velik. Da boste imeli predstavo, kaj pomeni, da so ljudje, ne, lejte, vidite. Čisto vse polno, lokali polni, skoraj placa ne dobiš, policija se sprehaja. Ja, lejte, glih tam isto plac bom dobil, ko sem ga prejmu. Sicer je noter, ampak čisto okej, bo čisto fino. Dobro jutro. Glejte, kakšen super zajtrk sem dobil. Jajčka, kavica, sadje, marmelada, vse. Pa lejte, lokacija, meni je lokacija fantastična. Tlele na ulici, lepo, malo opazuješ ljudi, hribi od zadaj. Ma kaj češ boljšega vam povem. Jaz, lejte, če mi daš na izbiro, ali sem zdaj zjutraj na kavici nekje v Berlinu ali pa Parizu, ali pa tlele, bi sigurno tukaj le izbral. Kaj bi pa vi izbrali, dajte napisati v komentar. Evo, gremo raziskovati. Tole sem čakal. Vozim se po čudoviti dolini reke Vojse, Vjosa, nekako tako se izgovori. Gledajte, tele fantastične hribe. Čez 3 dni bom točno na uni stran hribu in mislim, da so ravno tukaj tudi neke hude doline noter, tako da bom malo raziskal, me pa kar prime, da bi kar semle gor šel. Sicer to najbrž ni nobene poti označene, nič tukaj to ni tako razvito kot v Sloveniji. Je pa no lepo, lepo. Zgleda, da je bil neki karambol, tale avto malo iz ceste, policaji merijo. Malo bo za počakati. Hočem glih videti, da me snema, da ne bo kaj rekel. Se veste, tu so ljudje alergični. Tamle zadaj je videti ful neki gorski masiv. To je, skoraj prepričan sem, že v Grčiji. Tudi ponavadi so na takih lokacijah meje, ne, se pravi, tam, ki so gore, ne. No, tukaj sem se postavil, ker sem videl tale most, sem rekel, tole pa moram iti pogledati. Mostovi me zanimajo, tudi tam v Kostlu sem čez Kolpo, so eni taki mostovi, mi je bilo ful zanimivo, pa sem čez hodil. No, pa seveda tudi rekel, sem si tudi rekel, bom videl, no tlele čez definitivno ne bom šel, ne. Tule je čist človek dole ribe lovi, ga vidite. Ja, še malo veter piha, no, reka pa čudovita, ne. Vidimo še malo iz druge strani, ejte, kako to teče, vidite, fantazija, fantazija, pa še lepš bo. Še en most, ja, tle gre pa celo z avtom čez, sicer je zelo ozko, kaj celo 8 ton na os gre lahko, se pravi, če 3 aksar 24 ton, malo preveč se mi za tole zdi, ampak so
Oni, ki so ga delali, so tu menda že prav zračunali, da bo to zdržal. Dajte, kako je lep. Mam zate, mam, lej. Lej, bova midva takoj dala. Kar najej se kuža enkrat v življenju, ja. Ja, kako si lep, pa suh si, pa priden si, ne. Ja, kar jej, reveš, moj bogi. Da vam ga malo, ja, kaj se pa bojiš, kuža, pridih meni, na. Prid se, veš, da jaz imam take rad. Ampak je pa res, ne zaupaj ljudem, ker ljudje so barabe, veš. Ljudje so barabe, tako da ne jim zaupati. Ne, tako da te ne bom nič božal, glih zato, da ne boš dobil občutek, da bi te vsi ljudje božali, ne, pa te bo tu pol nekje pa zasralo. Ja, so dobri briketi, ne, ja, moj zlati kuža, kako si lep. Joj, bi te drugače kar domov vzel, res si lep. Sem že malo mislil, da imam problem, ker sem si pozabil vse kraje, ki jih želim obiskati, se pravi te točke poslati na mail, ker zdaj jih pa na telefonu pa ne najdem. Ampak imajo kar dobro označeno, tale cesta pele, tole na desni strani je ta reka Vjosa in tle bi zdaj mogli biti termalni vrelci, zanimivi mostovi, tako da... Zavijte rahlo desno. Desno? Sem šel levo. Ja, bom kar levo. Drugačno zdaj pa makadamček. Še malo tle, če bo pa treba, bom šel pa nazaj. Čist možno, da bo treba, ker tule gre nekam v hrib. Sam vidite, tudi zavit ne moreš nikjer. Po 300 metrih nadaljujte naravnost. Tle so drugačeni hudi mostovi, aha. Po 300 metrih. Zdaj mi pa piše, da smo prav. Zavijte desno. Super. Prele malo nazaj sem pomislil, samo Bog ne daj, da se s kom srečam. Zdaj tlele bi se že srečal, ampak nazaj pa pol kilometra ni bilo pa čist nič za srečati, tle čist enostavno. Kakor sem rekel, označeno je dober, ne vem pa zakaj je vse prestreljeno. Zgleda, da je tudi to, da sem ga tlele uparkiral, ampak tamle vidim, da gre cesta še naprej, se mi treba malo čez vodo jet. Če bi bil moj avto, bi šel, tako pa ne grem. Bom šel pa peš, saj tamle čez bliz, tako da kar dober bo. Evo, lejte, ta majster bo pa šel čez najbrž. Ja, vidite. Samo lejte. Ne. Pregloboko. Evo, vam pokažem, kakšen haos imam jaz tlele noter. Lejte, imam te stare merelke in te stare bomubu. Imam tudi te nove, ne. Samo, veste, tle se bo hodilo po vodi, lahko in jih bom zmočil. In ko enkrat zmočiš te čevlje, to je tako težko presušiti, da je kar problem. Zato sem jaz ta stare seboj vzel, pa gremo v ta starih. Zdaj pa treba nekje čez prideti, ker sem že obut. Evo, gre. Se spomnite, ko sem enkrat v reki Krupi gor pol, takole sem na en kamen stopil in se je obrnil in jaz pa pol not v vodo in se vas zmočil. Mislim, če sem se zmočil, nič zato, ker je bilo tudi tako vroče, ampak čevlji so se mi zmočili. Drugač pa, tako sem ugotovil, zapet sem pozabil. Oziroma ne, pijače imam kar dosti v avtu, ampak sem si hladilno torbo zrihtal, da jo vzamem in po mojem sem jo pozabil v predsobi, preden grem noter v sobo. Ker sem telefon pozabil, pa sem šel not po telefon, pa sem pa pozabil vzeti. Predvidevam, da je tu, ne vem, kje je drugje. Bi lahko, čeprav mi ni čisto logično. Pač,
Če sem pa kje drugje, pa da je nam več dubov, pa tudi ne za to. Je pa škoda, ker hladilno torbo rabim tle, ne. Bomo videli. Spet treba je čez reko. Zdaj čisto enostavno zgleda, ne. Ampak ni, lejte, en kamen se mečkan obrne, ne, pa si v kurcu. Ja, se kar majajo, ne, tako da ni čisto lahko. Tle je kar malo kampka tacga, dneven ga verjetno tudi du prespi. A lejte, s tamle voda prihaja, sicer voda ima tam čez 25, med 25 in 30, ne vem, a je termalna ali ni. Drugače pa zanimivo. Mi gremo seveda naprej. Aha, lejte, še vse gor voda teče. Tamle gor je nekaj moglo biti, po mojem. Lejte, tudi nekaj zidovje je gor pa tu. Mogoče tu celo pogledati treba je, kaj je tamle gor. Bomo videli. Predvidevam, da je tole termalna voda, lejte, zaradi barve. Ne bom pa garantiral, pa zanimivo, kje to pride. Zdaj sem spet vodo prečkal in voha žveplo. Eni bo rekel, da smrdi, se res smrdi, pa ta žveplo je zdrav za kožo in verjetno še za kaj drugega, tako da bolj je žvepleno, bolj je zdravo. Tukaj je pa zdaj ta prava reka. Ne bom rekel, da je to reka Vjosa, ker ne vem. Bolj sem, da ni, da je to en pritok, ki se tamle zelo malo zliva noter. Pa vidite, tle zdaj pa v razmislek, ali se zazud, pa iti bos, ali kar v Merelkah, ker itak bo tega veliko zahoditi in bos, pa se bom kje udaril, pa pa tret, pa četrt. Tako da res ne vem, kva narediti, no. Po mojem obut, no. Ne vem. Nič, sem se po tehnem premisleku kar odročil, da grem kar v čevlah noter, ker po mojem bo še velika bilo treba iti. Pa veste, tle se tudi, evo, zdaj sem že moker, tle se lahko tudi kje udariš, pa pa tret. Pa veste, da še zdaj niso čist premočile. Dobre so. Smrdi po žveplu, oziroma diši. Rečem lahko sam fantastično, pa kam eni z avtom pride, dobro, se imajo terence. Me pa zanima, kaj je tale voda, ki tle noter preteče. Je tle noter pol kanjon. Mislim, jaz se tega noro veselim. Top je. Top. Tamle sem videl en termalni bazenček. Ga nisem posnel, ker je polno ljudi bilo noter. Pa se mi ni zdelo primerno. Bom pa kam šel nazaj ga posnel, ker sem šel tudi sam noter kopati, ker ful po žveplu smrdi oziroma diši in verjamem, da je ful zdravilno. Tega, ko se ljudje namakajo. Noro je. No, tole je pa jama, sicer vidim, da ne gre glih globok, čeprav mogoče pa gre. To bom jaz vse nazaj grede raziskal, zdaj grem do konca, da vidim, koliko sploh tega je, da vem, koliko moram hiteti, koliko kako, ne. To je to, noro je, no. Priznam, da je ful težko brez interneta. Tle gor mora biti ene termalne jame še, pa neki mostovi se mi zdi. Ampak, gledajte, internet mi ne dela in sem čisto izgubljen. Tako da jaz grem kar gor, pa kolikor cajtov treba hoditi. Čeprav je 35 stopinj. Zdaj videl sem na zemljevidu nekaj en termal bath, ampak seveda mi noče nič odprt, nič, ker ni interneta. Ker vsaj Bog dal, da bi internet prišel.
ampak glejte, če je, bomo najdeli. Bomo. Ljudje, veste, kaj sem zagotovil? Da sem ilegalno v Grčiji. Zdaj vidim po zemljevidu, tamle dol je meja. A tako da tu se pa ne grem zajebavati, da me zdaj na kakšno Grki zajamejo, pa na kakšno policijo pelejo, pa niti nimam, a imam, osebno imam, tako da tu se ne grem zajebavati, tako da grem nazaj. Je pa problem, ker nimaš interneta. Tle je bil moj prijatelj Rok, pa Maja sta bila tle in sta prav v ene jame prišla termalne, ki so zelo zanimive. In ne vem, a sta šla tudi na črno v Grčijo ali ne. Ne vem, sem včeraj gledal njihov video. Ne vem, ta internet me je zjebal. Gremo nazaj v Albanijo. Zdaj sem pa že nazaj v Albaniji, oziroma ne, v Grčiji sem. Na stran reke je Albanija, tle po reki teče meja. Tako da zdaj tamle prečkam mejo. Po mojem je tole, ki sem jaz tako neto iskal. Tle noter greš še naprej in so noter termalna jezera, te tudi diši po žveplu, tako da nimam nič za svetiti. Škoda, nisem vzel ta velike luči, pa sem jo jemal s seboj, jo imam, ampak sem jo vso pustil, tako da zmeraj nekaj za jesti. Tale se pa tudi lahko kopaš, ampak jaz grem noter. Ljudje odhajajo od tega bazenčka. Upam, da tudi tamle gre. Zakaj? Nič me ne moti, ampak veste, če bodo vsi teli šli, bom šunak sem noter, ker se mi je trapasto tu kopalka. Vidite, tole je pa žalostno, da takole lejte plastenko pusti, ne. Jaz za njim ne bom tu pospravljal, no sem šel pa tudi noter, iz lučko od mobitela, od telefona, ampak tu nič ne vidiš, to je žalostno. Oziroma, veste kaj gruntam? A sem največ kar v kopalke obleko, kam polšu tu dol, kele naprej, pa ne vem, bom videl, mečkam še počakam. Ni mi glih do kopalk, no. Kakšen fin je občutek se nakopati. Pa bo kdo rekel, kaj one kopalke, gor če imaš, pa je drugače. Pa ljudje je drugače, lejte, da je drugače. Po mojem jaz se tudi prehladim zmeraj zaradi kopalk. Tako da čist drugo enak, tako da vrhunsko tole, vrhunsko. Glejte, tukaj še en termalen izvir, ker tudi izpod stene izvira. Drugače to ni, če termalen, to ne pomeni, da je uroč, ne. Tle je pač termalen je, ima nekaj termalenga noter, tale ima rečemo žveplo in tukaj se ljudje fino namakajo in verjamem, da je super. Mogoče sem šel tudi jaz malo namočit, pa mogoče za nam šel, ker nisem glih najbolj s časom. Ajde, greš pa not lahko v jamo. Ajde. Super je tlele. Super ljudje so. Ampak gledajte, odnosa do narave pa nima. Gledajte, tako le pustijo. Mislim, meni bi mogel, mislim, ne vem, koliko denarja bi mi mogel dati, pa ne bi to naredil, ne. Mislim pa svoje svinjajo, ne. Mislim, jaz ne bi tlele pustil, ma za maška, za potrebca ne bi tlele pustil, ne, lejte, tlele pa kar tako. Ja, zdaj, polke bo voda večja, pa bo tu odnesla, ampak pizda, kaj to grunta je. Ne vem, jaz tu ne zastopam, ne, vidite, pa tamle vrečka, pa lejte, tlele noter, ne, tudi nekaj plava, mislim, tudi pred slab občutek da, ne, mislim, lejte, umazanija, ne, lejte. Mislim, žalostno, ljudje, tako bogatstvo imate, pa se tega ne zavedate, tako da, žalostno, res. Bojo enkrat prišli do tega.
Kakšni so se vam zdeli dron posnetki? Fino, popestrima v video. No, zdaj ste videli gor v dronu, na dron posnetkih, da je gor še neki so se ljudje kopali v enih bazenih. Tako da bom probal zdaj to pogledati. Drugače pa, lejte, termalna voda, lejte, kakšna barva. To je zato, ker je veliko mineralov noter pa vse. In kaj pele v bazen, ki smo ga že prej na začetku videli, in tam se ljudje pa kopajo. V tej smeri gor mora biti tisti bazeni, ker tle na desno v telih ruševin. Ampak kje pa gor prideti, pa ne vem. Upam, da to najdem. Sem najdel pot za gor, tako da tole bom 1, 2, 3 gor. Evo, sem zdaj pri teh bazenih. Ajde, to pa po mojem še z rimskih časov. In spet ful po žveplu diši, me ker matra, da bi še noter. Tole imajo lepo lojtrce. Fino je. Hello. Evo, ljudje prijazni. Super je tukaj, super. Evo, lejte, še pogled dol. Evo, srečo prijaznega gospoda, ki mi je svetoval, da naj malo pijem tole vodo. Albanija, very good. Ta gospod je rekel, pol saj pokazal, tako sem ga razumel, da je za prebavo dobra voda. Tako da, trn sem udaril, robida je tole. V glavnem, se pravi, s hranjem ne bo problema, tako da tu smo rešili. Avto pridno čaka, pa po mojem je noter 100 stopinj, 100 ne, čez 50 pa sigurno. No, še niti ni tu koroče, kakor sem mislil. Glejte, da vam še pokažem porabo. Samo 5,6 litrov bencinar, pa manj žre, kot moj Mercedes dizel. Še počakam tegale kamiončka, da gre čez, zato ga tu vsi bolj tiščijo, kaj jaz pa ne gre naprej. Mečko bom še počakal, da se na okadilu, minutko pa grem za njim. Evo mene na Coca-Colci mrzli bo zapasala. Sploh se tlele nisem mislil ustaviti. Jaz sem se tlele pripeljal, ker mi še ni internet delal. In zdaj vem, da moram nekje desno zaviti in sem mislil, da moram tlele desno in sem se tlele ustavil, vidim tudi tamle Wi-Fi piše in stojim tam, no pol je pa prišel tudi signal in je začelo delati. Pa vidim en fant ob avtu sedi pa mi gleda. Jaz odprem oken, sem pozdravil, pa je mogo že en cajter čakati, ne? No in prav, če čem kaj pojesti, da imajo tle ali pa kaj za spiti. Sem rekel, ne, hvala, samo gledam zemljevid, kam moram iti, ne. Pa je rekel, ok, ni problema, pozdravil pa šel. Nič pa sem pa rekel, ko je pa tako prijazen bil, bom pa jaz šel neki spici, sem tudi žejen kps. No in zdaj sem pa tle, še fina lokacija, lepo pihla. Super, tako da. Gremo naprej. Boste prišli na vaš cilj. Zdaj sem šel pa še v kanjon reke Langerice. Tudi tukaj so neki termalni vrelci in tlele mora biti nekaj, ker je cel kup avtomobilov parkiranih. Jaz grem pa še naprej. So še neki mostovi, pa to. Ja, tle se ljudje dol kopajo, vidite. Tale cesta je pa bolj tako, ampak saj smo navajeni takih, ne. Pridi, bom ti nekaj dal. Pridi, no. Čeprav ti nisi tako bogi, kaj tle veliko ljudi. Pridi, no. Pridi, moj zlati koža, vidite. Takoj sem videl, ja, se ti si su, kako bi se ti crklal, a?
Ja, kako si lep, lej, imam je zate. Imam. Ja, moj zlati kuža, lejte. Ja, kako si pa ti. Ti si pa sigurno kužica, ki ste ko pridna. Sigurno si kužica. Evo, grejo po brikete. Majster bi kar noter šel. Evo, ti bom tlele dal, lej. Evo, dobiš, na. Madonna, kaj si lačen. A? Bo? Glejte, kako je lačen, reveš. Pa sem mislil, da ta človek kaj več dobi, ker so ljudje tle, ne? Glejte, koliko je parking, čist poln, sem mislil, bo pa le kdo mu kaj dal. Pa nič, ja, da vidimo, če je psička, ne, pa je pes, glejte. Psičke so ponovadi ful prijazne. Nič, me veseli, majster, da sem te nahotral. Ja, kako si lačen, se ne morem verjeti. Se ne morem verjeti, da si tak reveš. Zdaj imam pa kar še nekaj za prehod, zdaj pa gruntam. One ta mokre merelke ne bom obuval, pa še štumfe imam mokre, pa nimam rezervnih štumfov. Ne, oziroma imam ene štumfe rezervne. Bom jaz kar ta nove obuval, pa da lahko mogoče mogu celo 2-3 km prehoditi v eno smer. Ste videli, nekaj sem pa so dal za jesti in zdaj tlele ljudje, ki hodijo, ful gledajo, kdo jim je tu za jesti dal. Fino, da jih tudi mečkam izobrazim, da je treba dati kaj pesu za jesti. Se ni treba glih brikete kupovati tako, kaj jesti, ampak zmeraj imaš kaj kašen kruh, kaj tacga, da mu lahko daš, če vidiš lačnega pesa, ne. Glejte, zdaj mi ga je pa ta kurba grška, pa tamle prepodila. Tam sem mu dal brikete in je ta budala tam, evo, lejte. Ja, pička mu materna, brezobrazna. Pa je videl, da je pes, pa ga je kar zrinil, pa je videl, da je. In se si tu ne moreš verjeti, ko so ljudje brezobrazni, da mu jebe mater. Lejte, kako so mi da prijatelja ratala, ne. Ja, kaj, me ližeš zato, ker sem slan, ne. Ja, tako bi se crkljal, ne. Ja, moj zlati kuža, sam da si se ti najel, tu je najbolj važno. Kar tle v senčki bo, ja. Ja, kako si priden, lep si kuža. Kuža me zdaj skozi spremlja, ne kuža, kuža. Ja, lepotec moj lepi. Evo, tisle most je prva zadeva, lejte tamle bazen termalne vode, kako se ljudje kopajo. Pa bomo šli pa še naprej, pa tle bomo drona spustili, pa tako naprej. Kuža, ne tle dol, ne bod neumen, no. Most od malo bližji, pa lejte mojega kužata, se še malo vode napit, tamle unle bazen, hribi od zadje. Fantastična pokrajina. Zdaj pa gledam prav kanjon, ne, ki je označen na zemljevidu, je pa 30 minut za hoditi. Bom seveda šel tu. In nobenega vprašanja sem, bom šel kul, ne bom šel tle po vodke, te nove merelke nočem zmočiti. To še neke arheološke zadeve. Kuža, tle sem. Me zanima, če bo prišel. Tako da bom tam nekje gor bom šel. Bom videl. Ne vem pa samo, a bi dron prej spustil. Glede na to, da mi je dron mučna zadeva, ga bom raj kar zdajle, pa da sem prej tega. Evo, gremo čez most. Bog ve, koliko je star. 200 let sigurno, če ne več. Lejte, tam je tudi še en bazenček. Unta vel, tam je pa sploh carski. Tukaj je en smerokaz. Sicer piše ena stvar, 7 km, 1 uro. Tu ni, je pa označena pot. Tako da, če grem tle naprej, pridem na tisto cesto, na kateri sem bil prej z avtom, pa bom šel naprej peš. Tam sigurno nekaj prideš.
O, lejte, me najdu, Kuža. Kuža, ti ne boš danes mene zapustil, a? Ja, moj lepo. Kuža, kje si? Ja, lepotec, moj lepi. Boš kar z menoj danes hodil, ne? Ti bom pol pa še malo zajezdal. Poglejte, kako ljudje uživajo, fantastično. Pa kamor bi tu dober, šele tam jesen, spomlad, ki je voda topla, ima čez 25 stopinj, pa je odzun malo bolj mrzlo, ti se pa kopaš le. Moram pa en plec najti za dron, da ne bom glih vsem na očeh, pa ga na hiter spustim. Lejte, zaljubil se vame, skozi za menoj hod. Ja, lepo, Kuža. Lepo, da so prijatelja, vidite? Najbolj zvest je pes, nobeden ni tako zvest, kot pes, tako da pes je zame najboljša živala. Čeprav imam rad opice, ne, ampak ta zvestoba, pa tudi tukaj ima pes, tu ima pa samo pes, pa noben drug, ne. Tako da so mi kužki še posebej pri srcu, čeprav so mi vsi živali pri srcu. Evo, sem najdel en fini plec v senci, da spustim drončka. Dajte, kele nad bazenček, pa to bo super. Evo, ljudje tle gledajo. V Sloveniji bi me bilo tu ful strah, tle me ni pa čisto nič, ker niso ljudje tako žlehti. Zdaj sem šel tam, kaj je tisti bazen pa most, tule je kanjon in jaz sem zdaj šel peš po neplaninski pot. Seveda sem prišel na cesto, na uno, ki sem prej obrnil, vidite, kako je tle lepa ratala. Ampak vseeno, raj vidim, da sem obrnil. Vidite, jaz se ponavadi preveč zaletim, pa ni pol vse skup nič. Imam pol probleme, tako da kar takole bo kar dober. Pa še malo fiskulture, malo da prešvicam. Bo pol še večerja boljša, kam bolj zmatran. Žen sem pa kot pes, ker sem pijačo pozabil. Imam cel kup, sem topla je, kaj čem stopla. No ja, tam, ko sem prišel, je bila lepa cesta. Vidite, tle pa tako, ne, sicer greš lahko po desni, ampak gledajte, tle moraš pa kar nekje jeti. Tako da vsem dobro nisem z avtom šel. Tle dol je kanjon, super je, ker vem, kad sem z dronom šel. Evo, tle pa cesta, ki nekam deleč gre pa okul. Nimam volje, da grem, ampak je bem v mater, tle sem in Bog ve, kdaj bom spet. In bom kar šel. Pa, veste, zakaj nimam volje? Slušam zato, ker sem žejen. Imam tle pol litra pijače, vroče, ne morem tu piti. Ne morem. Čakam, da pridem v apartma, imam tam hladno v hladilniku, hruškov sok, pol vode in da tisto spijem. Pa še magnezije nisem vzel. Sem ga pozabil, pa sem zjutraj rekel, magnezij moramo vzeti, evo, pa sem ga pozabil. Ker že malo krče čutim. Magnezij je čudo, ljudje, tu. Magnezij moraš še imeti, če magnezij ne jemleš. Mislim, če doma ležiš, ga ni treba, pa tudi tu mogoče. Če spomečkam tako aktiven, ga pa nujno moraš. Tu se nisem jaz spomnil, so mi drug povedali. Sorry, obračam konje. Sem mislil, tle kaj je ta ovink, da tle zdaj pa sem še malo po kanjon. Pa ni videti. Oziroma, lejte, 100 metrov še grem. Bom pa videl. Vsej višinsko razliko sem pa naredil, lejte, tole je več kot 100 metrov. Tako da sem se kar nahodil. Ampak to je dober. Treba malo rekreacije. Sem prav pogrešal tu. V bistvu skozi sem preživljam cajt v avtu, pa tako naprej. Vam bi rad pa nekaj povedal. Zdaj sem glih sonce obrnil. Če bo k dušu sem, ne?
naj gre po kanjonu noter. Pa bo čudovit te stene videl vse. Pa bo tudi nekam prišel, kaj sem jaz šel, samo nisem prišel. Zakaj nisem jaz šel? Zato, ker sem nove merelke obuval, pa jih nisem hotel zmočiti. Bos, tudi kje ne moreš hoditi, pa skus se zuvati, pa obuvati, to je tudi k, ne. Une ta mokre pa nisem vzel, zato ker v mokrih je pa težko hoditi. Ko pa če mogo 5 km prehoditi v mokrih, me pa tudi užalilo in vse. Tako da, lejte, na svet za tistega, ki bo šel tle, lepo ne vzame, jaz sem ena teva, tiste sandale, tu bi mogo seboj vzeti, pa ti se obuješ, pa lepo greš. Tako da tako naredite, pa boste super tole speljali. Ne tako slabo, kot jaz, ampak se nisem tako slabo speljal, si sem ful videl stvari, pa čudovit dan, kakorkoli vzameš. Samo žeja me jebe. Poglejte, tale zame car. Lepo, jaz tole takole bom jaz v penziji. Glejte, en avto, ne avtodom, ker je preveliko, takle kombiček. Glejte, tale je car zame. Samo še eno žensko mogo, da bi bilo lažje, da bi kaj skuhala. Drugače pa tole noro, da se takole obkampiraš, obrek ali pa še kaj lepš. To je zame život. To je zame ne hotel 5 zvezdic, ampak hotel 6 zvezdic. Da vidim, če se vidi registracija. Ne vidi se. Če povečal bi se videl, tako da te so zmagovalci. Gruntam, da sploh ni nujno, da penzijo čakam, ne. Sej takole, če imaš pa internet, se lahko delaš. Delaš, pišeš knjige, montiraš videe, odgovarjaš na maile, delaš SEO optimizacijo, vse lahko delaš, tako da. Ja, to je noro. Dajte, tlele še en tak. Dajte, ta je pa Čeh. Vidite, vrhunsko. Tako da, tule, ja, aha. Tlele je moj avtek. Kužata ni. Evo, me čaka. Gremo, žen sem kpes. Tako da, ene 15 minut imam do hotelčka in sem čakam, da se napijem. In to je to. Da vidim, če sem tle pozabil hladilno torbo, če pa nisem, pa sem pa čez zmešan. Pol je pa to pravi čudež. Evo je, sem vedel, da je odala jaz. Te stare merelke sem dal, ker sem le na balkone sušiti, da mi ne bo not v sob smrdelo. Evo, ura je malo čez 7. Pokrajina lepa. Jaz prišel domov, sem se napil mrzle pijače. Vam povem, American liter sem že spil. Pol hruškov, ne, 1/3 hruškovega soka, pa 2/3 vode. Pa iz hladilnika. Vam povem, pa še zdaj lepo potuš. Pol pa dol sploh hlačen, nisem nič, sploh ne vem čem keju, čeprav sem zajtrkal. Najbrž nemam nič, ker mu pol tudi za zjutraj bolj apetit. Bom pa en kozarc vina morda spil. Tako čez mečken zagušt. Mi paše, ne vem zakaj, paše mi. Bom. Ker od vsega napora, ki sem ga danes doživel, pa žejen bil, nisem nič lačen, me lahko ta krminila, sem se odločil, da pojem samo eno zelenjavno juhico, pa spijem kozarček vina. Kozarc vina je tlele 2 deci in seveda na dobri lokaciji. Je pa danes ful manj ljudi, ki je nedelja, včeraj je bila sobota, lejte, še tam je en mucek lep. Ne ga ne opodel. Prva so čudni ljudje. Čudni, res čudni do živali. Poju juhco, vam povem, ful dobra je bila. In tle tudi cenem v te restauracije tu, da mi je pol kasneje prinesel še kozarc vode, pa let noter.
lejte, tu moraš kje prositi in prositi, lepo lepo sam, ampak tu je šefe, ne. Šefe, sin pa mama tu vota, ne. Vrhunsko, ne, veste zakaj je zmeren boljši, jaz tudi zmeren govorim, da zbiram tudi keramičare iščem malega SP-ja, tu sem tudi v moji knjigi pisal, ne. Ne iščite vi velikih firm, da vam delajo, ker vam slabš naredijo pa dražje, kar je logično, ker imajo tudi večje stroške. Da boste enega majhnega SP-ja, ki sam dela, ki ga je že kdo pohvalil, in bo najbolj, ker veste, ne ga tudi ne, bi se tudi sekiral, če bi ga kdo kritiziral, ne. Če se enega majstra streban ga dobim, poga pa slabo bi naredi, pa da ga kritiziram potrebnem. Ja, veš, da ne bo zadovoljen, tako da se sigurno bolj potrud, ne. Da v eni firmi pa dela eden, ki ve, da čez en mesec ne bo več delal in ga čist boli, kako bo naredil. Tako da no, hotel sem sam povedati, da je fantastično. Dobro jutro, oziroma ni toliko dober, kakor je bil včeraj. V glavnem spal sem kot top, tudi po nočni enkrat na WC šel, spal 9 ur na 8 rečemo. Zjutraj ob 6 se vesel zbudil, sem rekel, zjutraj zdaj grem pa na kavico, lepo počas, še majčkeno računalnik odprem, kaj naredim. Uživo sem mislil na Instagramu. Pa pogruntam, da mi je potekel program za urejanje videov. Pa nekako mi ne gre skup, ker mislim, da je avgusta bi mi mogel. Ne vem. No, pa problem, ker sem včasih mu 2 ta programa. In zdaj, kjer je ta prav, pa nisem najdel, pa ni na računu nikjer, ne nič, da zdaj tu podaljšam. Sicer jaz niti ne morem, in morajo to v firmi podaljšati. Tako da mi tu malo, sem evo, 1 ura je šla s tem. Zdaj sem, da tule rešim, zdaj sem tukaj tle na zajtrku, pijem kavico. Najprej moram tu rešiti, ker sem res slabe volje. Mi gre tudi vse na živce. Tele avto, ki je stal pa laufal, mi je šel na živce, ki mi drugače ne bi šel. Vidite, ker človeku kaj ne gre tako, ki si je zamislil, rata tečen, ne. In če imate ljudi okoli sebe, ki so tečni, to pomeni, da jim nekaj ne štima, tako kot meni zdajle ne štima. Ker se bo pa tu poštimalo, pa ne bom več tečen, ne. Tako da, ja. Kavico bom najprej spil, sem rekel, zajtrk malo kasneje, jaz uživam takole. Pijem kavico, opazujem, malo telefonček pogledam. Ejte, vsak ima svoje rituale, meni je ta super, tako da se ga bom še naprej držal. Evo, zajtrk, sicer isti kot včeraj, ampak ful dober, tako da super. Une težave z videom za urejanje, mislim, z videom editorjem, se pravi, z programom za urejanje video sem pa rešil, so pa podražili za 250%. Ampak še zmeraj je to vrhunska varianta, tako da zdaj je to 20 evrov na mesec. Ampak to je dobro, 260, 240 na let. Ja, veste, takih stroškov vam je velik, ne, tako da se tu kar nabere, ne. Tako da tisti, ki mi pišete komentarje, kako jaz fino služim iz tem, tole je bolj strošek, kot služenje, ne. Tako da vam tistem, ki vas tu skrbi, da vam malo polepšam dan, da ne zaslužim s tem. Prej imam zgubo, pa vidite, pa GoPro sem mogel nov kupiti, ki je ta star zajebaval, pa take zadeve, tako da je stroško več kot kar prihodkov. Danes grem tudi gledati ene zanimive kanjone, reke in tako naprej. In nimam veliko kilometrov, imam pa veliko vožnje. In lejte, tle se že po 10 kilometrih
začel makadam, še tlele sem kolesarje dobil, mi ga je žal, da ga bom zakadil, ampak ne bo šlo drugače, tako da pred mano je najbrž čist počasna vožnja, cel kup makadama, ampak glejte, bo pa zanimivo. Sej, bolj, ki greš po stranskih poteh, slabša, ki je pot, bolj je ponavad zanimivo. Se strinjaš? Daj napiši v komentar. Po slabi cesti sem prišel v neko gorsko vasico. Jaz upam, da bo zdaj naprej kaj boljša cesta. Ampak veste, lahko se pa tudi zgodi, da bo slabša, ne? Tako da mogoče bi bilo pa ful dobro, če bo taka, ki je bila, ne? Drugače pa veste, zdaj pri meni še prisoten strah, ker sem pred 3 tednom gumo predaril, na Hrvaškem sicer, in zdaj me je tu mnogo bolj strah, ker prej nisem 10 let gume predaril, ali pa še več. In zdaj me je pa kar strah, kot če so spet guma predarla. Prej sem kar že mislil, da se tu ne more narediti, ne. Tako da nič, gremo naprej. Odločil sem se, da bomo tlele zaključili, lejte, preslava cesta je. Ne grem se tole zajebavati. Škoda, ker že prej ni bila tako slaba, da bi prej obrnil. Neč, grem nazaj v dolino, naštudiram kaj drugega pogledati. Teli kanjoni tamle naprej so pa žal odpadli. Ne morem pomagati. Da vam malo pokažem pokrajino, po kateri se vozim. Glejte, takole je, zanimiva. Sam ceste so slabe. Prišel v dolino, povem, kaj imam tega makadama. Zdaj sem šel v eno restauracijo, telefon se mi je tudi pregril, da je vse ven vrglo. Tukaj je bil uroč, da ga skoraj držati nisem mogel. Sem rekel, zdaj moram iti po eno restauracijo, v eno senco, da jaz lahko normalno telefon uporabljam in da naredim načrt rezerven, kaj danes videti. Tako lep načrt sem si danes naredil, vse napisal, točno točke po točke, kam bom šlo, evo, pa se je za J. Dober, mičken sem razočaran, ampak po drugi strani pa, lejte, ni šlo. Ni šlo, cesta je bila preslaba. Lejte, pa še glede na to, da nimam svojega avta, kakor sem že večkrat rekel, jaz druge stvari bolj pazim, kakor svoje, je čist prav, da sem obrnil, ne. Lejte, morda se bo pa zaradi tega kaj drugega dobrega naredilo. Ne vem, morda bomo videli. No, tako da zdaj tlele na telefonu naredim načrt za naprej. Tudi veste, ne, zakaj sem mogel iti v lokal. V avtu se telefon tako hitro pregreje, da je pol zemljevid črn. In tam na črnem zemljevidu jaz nič ne vidim, tako da zemljevid mora biti bel. Tako da šel zdaj, imam nekaj v rezervno v glav, kaj bi šel lahko pogledati, tako da zdaj pogledam, pa bom videl, naredim načrt, pa grem pol naprej. Drugače pa še ena zanimiva stvar, ki sem jo v tem lokalu naredila. Kelnerca pride s telefonom do mene, pa je bilo v angleščini napisano, če me lahko slika, da bo imela za svojo firmo. Jaz tu preberem v angleščini, nisem čisto dober zastopil, oziroma sem zastopil, sem mislil, da narobe zastopam. Sem rekel, da si jaz slučajno kaj ne domišljam. Sem rekel, čak, da imam telefon, in sem v slovenščino dal, ne, iz albanščino v slovenščino. In ja, je bilo slikati, me je hotla, da bo, verjetno me bo dala na Facebook, pa na Google. Lejte, lepotca, lepotec, lepotec, kako imam jaz osličke rad. Osliček moj, ja, sem, jo, ugrizenci me mislil, ali kaj, osliček moj, daj prid malo bližje, da te pobožam, no, moj osliček, ja, lep si, tako si lep,
Malo me boš polizal, nekaj sem slana, kar greš. Ja no, dober. Narejen je bil en nov plan in grem k enem novem kanjonem. Tukaj sem se gor pelil po eni zelo slikoviti cesti. Po mojem sem zdaj na 1000 metrov višine ali pa bliz eni taki slikoviti vasici, ki mi je zelo všeč. Tamle vidim stene, tamle odzad imam kar občutek, da je en kanjon. Sicer ni to nič označeno, jaz sem zdaj najprej do tam, ki je označeno. Ampak mi je pa tukaj gor všeč. Evo, spet kuški, pa tlele gor v teh hribih je mora biti pa res hudo. Tako da telen dva moram nujno dati brikete. Prita, pridi no, mam za vaj, prita no. Tole ne znam odprt vrata zadaj, moram takole... Prita no, lejte mam je za vaj, lejte mam. Ajde prita, prita reveža moja, prita no, prita. Kaj kuža, je dober? Je dober. Kje imaš pa prijatelja? Oziroma prijateljca je bila, ne? Ja, ti kuža se kar pridno na nej, ti si lep kuža. Ja, neč biti prestrašen, veš, da ti jaz ne bom nič naredil. Ti kar umir pojej pa je, ne? Pa še uno poklič, ne vem kam je šla reva boga. Evo, prispel na cilj. Nekje v hribih sem tu in tukaj gremo pogledat kanjon Njivice. Ne Njivice kot to na otoku Krk, ampak brez jeja. Njivice, to je cel kup nekih bajt, bi rekel, na nov narejenih, zastave albanske gor, kada tukaj nekaj hočejo narediti. Zdaj do kanjona pa ne vem, kje se pride, oziroma vem, po mapi bom mogel jeti, tako da evo, ovčice, po mojem, da tlele dol, aha, vidite, kanjoni, ja, seveda, no in gremo lepo polahko dol, mečkan sprehoda bo pasalo, vrhunsko. Evo, ovcku krčeš, luškane, kako ste ovčičke, saj sem ne bom čist nič naredil, veste, samo čez me puste, pa je stvar rešena, ja. Vam pa boste šle vetle, dole kakšna pot, ja pa je nekaj, ulejte kanjon tam. Gremo ta pritle, lejte se, tle so celo neke markacije, pa da vidimo, kam pridemo. Zanimivo. Na 800 metrov smo, to mi je pomembna informacija, da se približno veš. Kanjon piše 8 kilometrov. To pa zdaj ne razumem. Vse ostalo pa tudi ne vem, kaj je mišljeno. Mislim, definitivno bom je z avtom pol še šel naprej tam po uni cest, zapuščeno čist. Ne, zdaj gledam tle kanjon dol, se bomo tamle verjetno prišli do roba, ampak tako je označeno v Googlu, ne, ampak jaz bi rad prišel dol, ne, spodaj, to je važno. Tle je mapa teh pohodov in piše, ne, da Njivica, kanjon, 6,2 km 4 ure. 6,2 km moraš pa kaj prej prideti, ne? Ke pa v 4 urah. Pa vem, gremo še malo naprej, nekaj bomo najdeli. Če pa ni, pa ne bomo, ne? Kanjon je globok. Zanimiv, definitivno. Tukaj je tabla, piše 1 km, pa ura 30. To se mi zdi, ne vem, ali je več kot kilometer, ki moraš pa prej priti kilometer, kot ura 30. Tako da zdaj ne vem, tam so tudi eni slapi bili, moram še malo naštudirati zadevo.
ker ne vem, če sem na pravi lokaciji, pa ali ne grem naprej, bom drona spustil, pa še malo pogledat, pa bom videl, ali je zajet tle, ali ni zajet. No ja, ne bo treba drona spustiti, glih, ko sem ga zdaj mislil spakirati, me je klical prijatelj Rok, to je tak, ko smo bili skupaj na Azorih, pa ki ima YouTube kanal, mislim, Raj na zemlji, da se imenuje. On je tukaj bil za 1. maj in sem ga klical, da mi pove, se mi ni oglasil, no zdaj me pa glih nazaj klical in je povedal, ja, da moram tukaj jeti, pa da se moram bolj, ja, zdaj sem pa pozabil, ali levo ali desno držati. Bom pa sporočil napisal, evo, ne tle, da je tabla rekel 500 metrov, ne, bolj levo, ker je rekel pod vasjo. Tako da, ja, je pa rekel, da lahko, da bo fejs zaraščeno. Bomo videli. Gremo. Pot se zelo strmo dol spušča, kar mi je super. Da si prej dol in prej gor, ne. Tako da gre zelo, zelo hitro. No, zdaj tamle se zgleda neha, pa greš kele po grebenčku, pa polejte tamle, bi mogel biti slab po mojem, ampak je suh. Je suh, ni vode, kar je po en stran škoda, po drugi strani pa zna biti pa slab tudi zanimiv videti brez vode, tako da ne bom nič razočaran, no, tako da ne bi zdaj rekel, zdaj pa ni vode, pa ne grem pogledat, ne, nujno pogledat, nujno. Ja, lejte, takole je kar tole, kar strmo, ampak lejte, fino, pokrajina, dobra, super je. Prišel že skoraj dol, zadeva je fantastična, tle za menoj je še bolj super, samo je direkt proti soncu, tako da vam ne bom to ukazal, bom pa drona pol spustil, pa boste videli na dron posnetkih, kako je tole fino. Zdaj moram pa še nižji priti, lejte, s tamle gor sem prišel, čisto enostavno je bilo, tudi nič zaraščeno, ne vem pa kaj bo zdaj. Jaz mislim, da je tam dol, ja, se vidite tle pot, lejte to, dober kanjon. Piha sicer, ja, tle gre pot in zdaj tamle nekje odzad je ti slab, tle bože ne daj, da padeš, si ga na J, kaj bo to fino z dronom vse posnet, fino bo, fino. Zdajle sem ga šele zagledal, lejte, kakšen slab, ko mora biti tu dober, ki je še malo več vode. In lejte, dol pot pride, tako da bom jaz šel po te poti dol. Pa seveda to, kako z dronom posnel, pa to, wow, ful se veselim. Dobro, da sem šel sem. Sicer veste, nisem jaz zdaj tu šel sem, zato, ker nisem mogel jeti, to je bilo drugače v planu za en nasleden dan, ne. Ampak ker se mi je pa danes tisto pokvarilo, sem pa pač sem šel, ne. Bo pa zdaj en drug dan nekaj drugega, ki sicer ne bi bilo, ne. Zdaj pa tle mislim, da bo pa še en slab. Ja, zdaj pa malo ratuje zaraščeno, ampak ne damo se mi. Ampak gledajte, tle nula turizma. Nula. Čakajte, tu že tle. Ne. Tamle bo, ja, neč po te pot gremo, je tudi najboljša. Tole je še kar taka široka pot in tle tudi slišim, da mečka neka rekca teče, ampak slab je bolj nazaj, tako da moram iti bolj nazaj in nekje moram iti dol. Po eni stranski poti, ta slab sem tam, si ste ga videli, odgor lepo videl, ne. Res bi rad do njega prišel, bom videl, če bo šlo. Če ne bo šlo, bom šel z dronom do njega, ampak če se bo dalo priti do njega fizično, seveda grem do njega fizično, ne. Z dronom je čist nekaj drugega, ne. To je glih tako, če si žensko uživo ali pa preko računalnika, ne. Tako da
Jaz sem zmeraj za uživo. Glejte, kako je lepo. 100% sem, da je slab tamle čez dol 100 metrov, bom rekel, zračne razdalje, ampak ni nobene poti za dol, da bi se kar spravil potem nikakor, ker sem v kratkih hlačah. Tudi na prstih sem že dobil en trn, sem ga sicer ven dobil, tako da ne grem. Glejte pa ta kanjon ful globok, tako da grem tlele gor, da imam razgled in spustim drona. Po mojem bojo ful hudi posnetki, no. Bote pa vi ste tisti, ki boste na koncu povedali, če so ok ali niso. Malo imam tlele slab občutek hoditi, odkar sem slišal, da je ena ženska umrla od modrasa v Sloveniji. Jaz sem prej zmeraj govoril, da koliko cajt že ni bilo smrtne žrtve v Sloveniji zaradi pika kač. In evo, celo še par dni prej sem govoril. In kako sem se zmotil. Mislim zmotil. Prej ga res ni bilo. No, tisto jaz mislim, da je slab. Ampak gledajte, dol tu pridete res neverjetno. Imam pa zdaj dronček spustim. Sem pa tako fino to z dronom vse videl. Tako da fantastično, no. Je kar smotan plet za drona spustiti, glejte. Nikjer, kjer zapostaviti ga neč, tako da, ja, ampak bomo. Tole zdajle pa je bilo dron snemanje. 2 baterije sem skuril, skoraj 1 urco je šla. Prvi del, ki sem vam ga pokazal, tist ni buh ve kaj, oziroma ni najbrž nič. Preprosto nisem znal jaz posnet. Ne vem, verjetno, da kdo, ki bolj zna, bi to znal. Sem se pa tlele hecel s telemle slapom. Tle pa mislim, da sem pa tako dobro naredil, kele not v lukno sem šel, pa tako naprej. Tako da mislim, da je pa ful dober. Zdaj, ko me čakam, da pridem nazaj v namestitev, da pogledam, če je to ratalo. Mečken me je zaskrbelo, ker me je na oni kontrolni plošti pokazalo, da bi bilo dobro formatirati kartico. In sem pred začel gruntati, kako pa če kaj narobe, če ne bo, pa ne samo danes, še od včeraj, kot včeraj sem tudi naredil fantastične posnetke. Tako da upam, da je vse ok, grem pa zdaj direkt proti domu. Je kar dobro urco imam, no pa imam še pol urce do gor, da pridem. Prav fini dan je ratal, mečken hoje, mečken snemanje, vsega malo. Ki pridem še v namestitev, še nekaj dobrega pojem in to je to. Žal je pa spet bil dan prekratek. Zmeraj, ko pogledam na uro, sem slabe vole. Že tukaj je. Ja, je. Ne, zdaj pa lejte, sem kele gor imam tamle na unle. Tamle en bi rekel, kako sedlo, pa pol do gor pridem in sem prav tu in to je to in super, nimam kaj reči. Ker je stvar tole mečken zakomplicirano najdeti, se zame je bilo, kot sem povedal, jaz sem mogel Roka poklicati. Rok ima YouTube kanal Raj na zemlji, tako da pogledajte, ima fantastične potopise, tudi iz telih lepih krajev, tako da najdete ga, pa se naročite na njihov kanal. Glejte, sem, da jaz vam malo pokažem. Glejte, tlele sem parkiral in tlele naprej je kot, bi rekel, neke bajte zidajo, kamnite. Lepo videti, no. Lejte, prišel sem z te strani, te tukaj, da vidite tisto hišo v zadju. Tle je vhod tudi eden, pa so kamni, jaz sem mislil, da ne smeš je čez, ampak
Z avtom najbrž greš lahko, ne. Je tukaj tale tabla, ne, lejte, vidite, takole je, ne. In pogreste tukaj le desno, pa skozi dol in pridete. Tako da, če bo kdo šel, da se ne boste zgubili, tako kot sem se jaz. Upam, da komu pomaga. Če bo komu pomagalo, naj v komentar napiše, ker bom ful vesel, če bo komu pomagalo. Lepotičke, zdaj se ti ne bom nič naredil. Paziš ti, priden si, ja. Lepo, da paziš svoje. Lepo. Vidite to? Sej vas tam več moti. Se že kar mrak dela. Spet nisem lačen, ne vem, to je zaradi vročine po mojem, jaz pijem ponovadi 10krat več, tako da spet, lejte, zelenjavna juhca, pa kozarček rdečega vina na starem placu in super je. Veste, kaj sem se zdaj spomnil? Ko sem bil otrok, me je star ata kdaj kam seboj vzel po vasi, moj ata je bil pijanc, star ata. In je šel od bajte do bajte, če bi keki zapit dobo, no. In tam v eni hiš, točno vem kateri, so mi dali tako malo vina, pol vode, pa cukr noter, pa da sem kruh noter namakal. In ravno to zdaj delam in me je čist na mladost spomenilo. Mislim, ne na mladost, to sem bil star 5-6 let. In veste, da je dober. Pa ni bilo prav, ne, da so mi takrat vin dajali, ne. Ampak mi je bilo dober, tudi zato, ker so sladkor dali, pa je bilo sladko. Pač včasih je tako bilo, ne. Niso to vedeli, koliko alkohol, kakšne posledice ima, pa tako naprej, ne, tako da. Ampak ne, spomnil sem se, ker tle nisem mogel vsega kruha pri juhi pojesti in mene note nikoli vedel, da bom zdaj pa tle košček kruha pustil, pa da se bo stran vrgel. Jaz se s hrano ne delam norce, tako mi je pa na misel prišlo, da pa v vin namakam, tako da mi je prav fini občutek, no. Morda enem tukaj šlište brez veze, jaz imam pa lepe spomine na otroštvo. Spet isti kraj, isti zajtrk, isti, ampak je zelo dober, ne. Danes sem dodatno še jogurt dobil, je rekel homemade, se pravi doma narejen. Glejte, tudi sadje vsak jutr, tale marmelada je dobra, tako da fantastično, tale kraj mi je všeč. Se sprašujem, če bo še kje tle na tem potovanju, da bo tukaj dober zajtrk, da bom tako z veseljem šel na zajtrk. Upam, da bo, kje še boljš. Če pa ne bo, pa pač ne bo, ne. Drugače pa danes se zapuščam tale kraj, pojem še tole, spokam in gremo en drug kraj, ki mislim, skoraj prepričan sem, da je še veliko bolj zanimiv, pa lepši kot tale, čeprav je že tale čudovit. Še dron posnetke moram na strežnik prenesti, da boste vi ta prav cajt video videli. Tako da, ja, tu, check-out imam ob 10. Fino bilo, če bi malo prej bil, ne, malo kasneje bil, tako da bi
Tole bom imel malo na tesno, bo šlo z nalaganjem. Moram pa naložiti, zato ker imajo tle ful dober internet. Me tu že doskrat zajel, sem rekel, aha, si bom tam, ker bom naslednjo prišel tam, internet pa čist nikamor ne gre. In zato te dron posnetki snemam vse 60 slik na sekundo, zato da polčo sliko ven vzamem, da je bolj kvalitetna in so daljši fajli in tu kar naklada in nalaga. Ste pa že videli te dron posnetki, tako da napišite v komentar, kakšni so se vam zdeli. Nič, zdaj pa pojesti tole odlično hranco. Namestitev sem zapustil, se poslovil, zahvalil. Zdaj sem pa še zmeraj v tem Permetu, sem šel pa še tole skalo pogledati, to je ena velika skala, bolj zgleda z une strani, in polkam šel nazaj tudi z une strani posnel. Lejte, je pa gor štenge, se pravi, da gor prideš. Jaz sem tukaj pred eno napol zapuščeno bajto parkiral in grem zdaj tale po poti gor, pol vam pa še z une strani pokažem, ker tam res gleda kot skala in je zanimivo. Zanimivo, še neki tunel, bunker. Zdravo, mojstri. Tle izgleda neki brezdomci. Ne vem, bi šel bližji pa kursi to musko nabije, pa imam pa z avtorskim pravicam problem na YouTubeu, tako da sem pa kar obrnil. Sem vam že večkrat omenil, da je Albanija dežela bunkerjev. Evo, lejte, takih je bilo na 100 000. Tak mini bunkerček. Kaj verjeten, če je bila vojna, bi prišlo kaj prav, ampak ne vem, da nas en dron spustiš in ne veš, takole čist enostaven, no jaz moram pa do tle gor prideti, pa da grem gor. Sem prispel na vrh skale, tole je čudovita reka Vjosa, dober razgled, evo, gor je pa takole. Zgleda, da so včasih nekaj ljudje živeli, Bog ve kdaj. Vidite, koliko smo visok. Vidite tamle moj avtek, kje je. Kakšni hribi okoli, na obe dveh straneh. Meni je to, čim so hribi, mi je lepše. Jaz grem zdaj po bistvu za te hribe, v drugo dolino. Se moram iti kar nekaj nazaj, ker ni tle prehodov. Kar nekaj nazaj, pa pol v kontradolino. Tako da, ja, tole smo še videli. Zdaj pa letimo dalje še avto natankati in gas naprej. Evo, gor pa vodijo takele kovinske stopnice. Glažovne, treba paziti. No, neč, gremo novim dogodivščinam naproti. No, to je pa ta skala iz druge strani, malo sem naredil zastoj, ampak sem jo mogel posneti, ker z te strani dobro zgleda, z drugih ne. Sorry, majster, nisem za nalašč. Zdajle sem natankal za 60 €, tako da imam poln tank in lejte, zgleda, dobiš darilo, mrzlo Pepsi Colo. Lejte, imam red Coca-Cola, posledično tudi Pepsi Colo, Coca-Cola malo rajš. Tako da mi bo pasala, no, pa fej smrzla je, tako da lepa gesta, prijazen človek, tako da fino. Gremo dalje, imam pa zdaj za okoli 800 km benzina, tako da gas. Prispel v ta nov mest Glikostir, ali kako se že imenuje, glih nad cesto do mojega novega apartmaja oziroma namestitve. Po 200 metrih. Nisem navdušen. Vaš cilj bo na desni. Ampak zgleda, da drugače ne gre. Še 200 metrov. Bože, ne daj tle, da se s komu srečaš. Kam pa zdaj? Čakaj, tle moram zdaj pa pogledati. Kje pa imam zdaj ta telefon? Ne vem. Če dalje manj sem navdušen nad cesto. Čak, je pa zdaj tle
Sem pa navdušen nad stavbam, ki jih vidim. Sem tule, tlele, me je pa kar strah. Tamle piše enosmerna. Aha, lejte, tlele sem. Na mestu tle kaj ruhnil, še kakšen robnik, tu tret. Glih z veseljem ne bom z avtom se nikje vozil. Jaz mislim, da je tule moj. Zgleda fino. Prispel sem na novo lokacijo in sem čist navdušen. Vejte, kaj me je pričakalo, kavica, čaj, piškotki, tole je ratluk, kakšen razgled imam. Tako da tukaj zaključujem tale video. Vse tle okoli, da boste videli, kako je fino. Si boste pa pogledali v naslednjem videu, tako da tole bi bilo za zdaj. Več pa v naslednjem videu. Tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Mi je velika podpora, popolnoma brezplačno je. Samo kliknite v gumb, naročite se. Lep pozdrav iz Albanije.